Nekatere države so bile v začetni poziciji v boljši poziciji, druge v slabši, tiste, ki so bile v slabši, bodo zdaj morali narediti nekaj več, če hočete temu reči domače naloge, kot druge, ki so bile v boljši poziciji. Solidarnost ni neskončna, ne časovno, ne finančno. Torej, kot pravim, če ne bo teh jasnih institucionalnih ukrepov v tem trenutku zdaj v Evropi, ki so povezani tudi s strukturnimi reformami, ne samo v Grčiji ali pa na Portugalskem. Če pogledate, kako težko se pri nas premikamo v smeri nekoliko bolj fleksibilnega gospodarstva, da bi lahko zagotovili socialno stabilnost, potem seveda nobena država ni kupila stabilnosti za vekomaj, ne tudi mi ne. In te predvideni vsi protesti, ki so in nezadovoljstvo, ki se kaže, nam blagostanje ni bilo dano, ne. Mi smo si ga morali prislužiti in ga bomo tudi, če ga bomo zapravljali, izgubili. Torej, te ekstremne pozicije posameznih socialnih partnerjev, predvsem pa nesposobnost karkoli premakniti naprej, je seveda zelo realna nevarnost tudi v Sloveniji. In seveda Slovenija ni država, ki je izločena iz nekega, če hočete, radarja opazovalcev, ki v pretežni meri financirajo tudi naše primanjkljaje, ali pa primanjkljaj, ki smo ga imeli, ga imamo. To so ponavadi mednarodni investitorji in te seveda se ne ozirajo na sentiment socialnih partnerjev v državi. To se moramo zavedati. Prav pametno ravnotežje med interesi tistih, za katere misle, da vam morajo nekaj financirati, in tiste stvari, za katere veste, da jih morate sami prilagoditi. Če tukaj ni enega ravnotežja, se zgodijo primeri, kot je Grčija. In jaz mislim, da mi še nismo precej daleč od Grčije, ampak vztrajanje na teh okopih, ki so zdaj prisotni s temi ekstremnimi stališči glede posameznih elementov reform ali prilagoditev, so da nas pelje bliže k težavam, ki bi se jih lahko izognili. Na koncu nam bodo diktirali spremembe drugi. In boljše je, da se sami odločamo v svoji usodi, bi rekel, neodvisno, kot da bi to morali storiti na način, kot se je to zdaj recimo Grčiji zgodilo, ko so ji partnerji, ki pomagajo, so tudi določali meje njenih svobod, kar se tiče ekonomskih in socialnih kriterijev.